Evo, za tole predstavitev so me pa povabili v Egipt. Evo, Keopsova piramida odzadaj. Ta je mogoče malo manjša. Tako da, vroče lit kot v Afriki, no, ampak sem pa na jugu Španije. Prišel sem pa na predstavitev tega tovornjačka Mitsubishi Fuso Canter. Ja, zanimivo je, da se vedno lotam takšnih prispevkov kot avtomobilist in me navdušijo določene cifre. Recimo, da je nova generacija e-Canterja na voljo v kar 42 različicah in 6 medosnimi razdaljami in nosilnostjo od 4,25 do 8,55 tone. Vem, to so delovni stroji in morajo biti primerni za različne potrebe, vseeno pa je zanimivo, kako prilagodljive so lahko platforme za takšna vozila, če gre razvoj v to smer. Do danes je po svetu operativnih malo več kot 550 e-Canterjev, s katerimi so prevozili okoli 8 milijonov kilometrov, torej bi recimo 200krat že obkrožili naš planet. In tukaj so se nabrali zelo bogate izkušnje, da bo novi model res top. Če je bil prejšnji na voljo samo z medosno razdaljo 3400 mm in skupno maso 7,49 tone, je ta nov vse to krepko presegel in šasija ima zdaj nosilnost kar 5 ton. Če ostanem pri številkah, kar 6 medosnih razdalj je na voljo, od samo 2,5 do 4,75 metra. Pri najkrajši torej recimo manj kot Golf, kar pomeni, da je to izredno okreten tovornjaček. Morate vedeti, da je pogon tukaj na zadnji kolesi in da se sprednji zavrtita veliko bolj kot pri avtu, tako da lahko tole obrneš skoraj na mestu. No, motorja sta tukaj dva na izbiro, ker je moč odvisna od nosilnosti. Ta švoh ima 110 kW, to je 150 konjev in je namenjen e-Canterjema z največjo skupno dovoljeno maso 4,25 ali pa 6 ton. 129 kW, 175 konjski, pa tisti ima 7,49 ali pa 8,55 tone. Ja, to je največ. Navor je v obeh primerih 430 Nm, hitrost pa je seveda omejena na 89 km/h, kot je klasika pri tovornih vozilih. No, zdaj pa ta glavni del, baterije. Kot pri naših cunah so tudi tukaj naredili čisto enostavno izbiro, ki je seveda odvisna še od medosne razdalje, ker pri takratkem pač ne moreš stlačati to velikega sklopa baterij, kot je tukaj, ne? V glavnem, najkrajši ima majhno baterijo s kapaciteto 41 kW, kar naj bi bilo za realnih 70 km dosega in to je v praksi čisto dovolj za kakšne poštarje ali recimo smetarje, vzdrževalce cest v mestih in podobno, ker tam vozila na dan niti 50 km ne prevozijo. Se pa ogromno ustavljajo in potem speljujejo, zato je to idealen tovornjaček za takšno okolje. In seveda, da ne govorim o tem, koliko je znotraj tiši, sploh pa zunaj, kar je fino tudi za vse nas, da nas ne bodo zbudili zgodaj zjutraj z ropotanjem, ko mi še lepo pančkamo, ne da? Ok, ti si imel baterijo L, torej iz 3 modulov, tale ima S, potem je pa še M. S, M pa L, tako kot pri cunah, sem rekel. S ima dobrih 41 kW, tale 83 in doseg 140 km, najdaljši model z največjo baterijo pa 124 kW in doseg 200 km. Pri vseh je potem še 3-stopenjska rekuperacija, ki deluje super in se nastavlja tukaj s tole ročico menjalnika, ki to ni. Nič ta stopnja je pa itak jadranje. No in s tem vsem ne rabiš praktično nič zavirati zavorami, kar vozniki tovornih vozil še kako dobro poznate, ko je treba po klancih dol vklopati motorno zavoro, a ne? Toliko da pokažem. Motor je seveda zadnji in je takole gibljivo pripet na šasijo, zadnji je pa še reduktor, ki vrtenje elektromotorja prilagodi vrtenju koles, nobenega menjalnika in ostalih gibljivih delov, ki bi rabili vzdrževanje, ni tukaj. Jep, že vidim, kako je tole postalo zanimivo za tiste, ki vam gredo na jetra, stroški servisov in podobno. Dobro, bomo še videli, kako bo tukaj, ampak v teoriji bi morali biti super, sploh glede na izkušnje z navadnim Canterjem, ki že tako velja za zelo zanesljiv mali tovornjak. Garancija na pogonski sklop je sicer 5, na baterijo pa 6 let. Aha, baterija ima tehnologijo LFP, to je litij železo fosfat, s katerim naj bi bila bolj varna in naj bi dlje živela kot litij ionska, obenem pa je cenejša za proizvodnjo in naj bi jo bilo lažje reciklirati. Naj bi govorim namenoma, ker bomo vse še videli, ko bo res prišlo do vsega tega, a ne? Ja, še zadnja stvar, ki je tukaj zelo pomembna, je seveda polnjenje. Na izmeničnem toku boste lahko polnili z 11 ali pa 22 kW, odvisno od izbranega polnilnika in paketa baterije, kar pomeni od 4 do 6 ur na vašem dvorišču.
Z enosmernim tokom bo pa šlo do največ 104 kW, kar bi v idealnih razmerah napolnila baterijo od 20 do 80% v 24, 26 ali pa 39 minutah, spet odvisen od velikosti baterije, itak. Glede na to, da bodo na voljo vse možne variante, recimo prekucnik, kotalni prekucnik, smetarska različica, kesonar, hladilnik, cisterna in še kaj, rabi odgon moči in tudi tukaj sta dve opciji, z ognjiškim ali pa jermenskim prenosom od dodatnega elektromotorja do priključka. V obeh primerih je največja moč 26 kW, stalna pa 17, razlika je seveda v navoru, ki ga rabiš glede na priključek. Vem, ful enih informacij, ampak tisti, ki to rabijo, že vedo, zakaj je vse to pomemben. Za vas, ki ne boste tovornjakov, je pa najbolj pomembno, da vam bodo tiši in z nič smradu dostavljali ali pa stran vozili robo, razen če kaj tazga mečete v smeti, ampak zato ste pa sami krivi, a ne? Sicer pa Fuso Kantar letos praznuje že 60 let in pazi to, od leta 1963 so jih po svetu prodali že več kot 4,5 milijona. Sama znamka Fuso, ki je mogoče še ne poznate dobro, pa je stara že 91 let. Najlepši dokaz, da gre zadeva v pravo smer, je firma Yamato Transport na Japonskem, ki jih je naročila kar 900 za svoje operacije. E-Kantarjev, teh novih električnih. In med drugim so bili prvi, ki so jih leta 2017 začeli uporabljati 25 in očitno so bili tako zadovoljni, da grejo zdaj all in. No, pa nas pa še pridemo do tja, ker baje dobimo prve primerke spomlad. Naročite jih pa že lahko. Vidiš, to se mi zdi super rešitev za kakšna podjetja, za recimo dostavo v center mesta, da mi zjutraj smrdijo pa rapotaja pod oknom. Ampak jaz se vedno sprašujem, kje se bo vse to filalo? Na dvoriščih od lastnikov, vse to pa res ni noben problem. No, ampak glej, recimo v Tokiu, na salonu, ko sem bil, so predstavili eno ful dobro rešitev, in sicer, da ti baterijo menja robot, če bi bilo recimo polnjenje prepočasno, tako da za vse so rešitve, sam ni samo poceni. Ja, se veš, denar more krožiti, ne? Za konec imamo pa še en električni avto in ti si z njim pripravil en poseben, drugačen prispevek, ne? Ja. Tak tišji je bil kot ta, ampak je zanimiv.